Ja, najbolje, da kar začnemo. Danes dve glasbeni skupini z nami, prva že z nami v studio. Z nami je skupina, ki smo jo že enkrat gostili in to je skupina Tequila. Fanta, lepo pozdravljena. Ja. Lepo pozdrav, dober večer. Blaž in Rok sta danes z nami. Mogoče za začetek, dolgo se že nismo videli v naši oddaji. Kaj se je od daljnega marca 2017 pa do današnjega dneva vse dogajalo v skupini? Težko povzeti v par besedah. Ful se je spremenilo. Imamo novega člana. Par članov smo pustili doma. Eni pa so po svetu na izpopolnjevanjih. Januar je relativno mrtev mesec za glasbenike, zaradi tega si takrat večina privošči kakšen daljši vdih. Tako da ja, Patrika smo poslali v Miami, tako da naj uživa. Kako bi vidva sama ocenila, oziroma bom kaj tebe vprašal, leto 2018 z vidika uspešnosti skupine? Dobro, trudimo se, skušamo vedno čim boljše. Mislim, da je bilo leto 2018 res dobro leto. Kar se tiče iz strani koncertov, ful dogodkov smo imeli, pa dva nova komada sta padla. Eden sicer v hrvaščini, drugi pa v slovenščini. Mislim, da bi lahko rekli, da se je leto 2018 zaključilo najboljše, glede na to, da smo pristali v Stožice na Aktualov, rojstni dan. Če ne pa dobro, kot sem že povedal, ful koncertov, ful dogodkov in novega člana imamo. Pa tako. Kako da ste se pa odločili za novega člana? Zakaj potreba po novih članih? Dobro, pač problem je bil ta, da dobivali smo več špilov po Sloveniji in pač nam je rabila harmonika. Potem njega smo že poznali iz njegove preteklosti, boš magari ti povedal, kako in kaj, pa smo se odločili, ajde, zakaj pa ne, in pol... Dajmo probati. Ja, tukaj sem. Ja, jaz sem prejšnje leta sodeloval z znano skupino Mambo Kings, tako da potem se pa rabil nov izziv in sicer je pač skupina Tequila bolj moje generacije, se pravi, so malo mlajši glasbeniki, smo se takoj ujeli in se mi zdi, da bomo skupaj pisali eno lepo zgodbo. Zdaj nekaj časa od oktobra, smo rekli, da si že v skupini. Kako je do sedaj potekalo sodelovanje z skupino Tequila, zadovoljen? Ja, jaz sem navdušen. So te lepo sprejeli? Ja, navdušen sem nad samimi glasbeniki. Moram pohvaliti našega Roka, 100% posluh. Se dostikrat tudi malo nasmejimo na ta račun. Drugače pa ja, delamo, vadimo, snemamo, predvsem pa se trudimo čim več igrati okoli in se predstaviti ljudem. Rok, ste Blaža kaj krstili na začetku? Je mu kaj narediti? Verjetno, da ne. Ne še. Aha, sem vam zdaj jaz spomnil na to. Lepo idejo si dal. Ker to ponovati nekaj mora biti na štartu. Dobro, mora se malo, ne, tako. Da se ne bo prestrašil že na sam. Ne, moramo tako... Bo še prišla priložnost. Ne dvomim. Kako se ti pa recimo organizacija, pa sama skupina, če bi recimo z Mambo Kings recimo kako primerjavo naredil? Bom rekel, da kar se tega tiče, smo super oboroženi, imamo relativno močno zaledje, kar se tiče Radio Aktual, Koda Events. Ja, Koda Events pa Media 24. Pa Media 24, tako da smo pa isto kot vsaka mlada skupina na začetku se učimo, tako da jaz mogoče imam eno prednost, ker sem ogromno stvari se naučil pri Mambo Kingsih in zdaj lahko mogoče s kakšnim nasvetom pomagam, da bo ta stvar pri Tequili še hitreje stekla. Kaj se pa tiče glasbe, kako si se navadil na drug stil recimo? Tako, zdaj z glasbeniki smo, tako da mislim, da jaz osebno nisem imel težav presedlati, ampak še vedno smo komercialen band, isto kot Mambo Ti, tako da nekje glasba je relativno podobna. Zdaj, ko si bil v bistvu nov član, si se mogel tudi naučiti vseh komadov od skupine Tequile. Koliko časa si porabil, da si se uigral z vsemi
Ja, zdaj, glede na to, da harmoniko igram že 16-17 let, sem 3/4 vseh pesmi že znal, že odprej, tako da ni bilo nekih strašnih vaj in priprav na koncerte. Se sproti na špilih. Pa sproti na špilih smo. Še med špilo je prišel, kaj res tako mati igrate? Ja, igramo ga res. Drugače po srcu si tudi poslušaš pop ali katero drugo zvrst? Jaz sem, tako osebno imam rad vso glasbo, ki je dobra. Metal? Tudi bi se našlo, sicer redko, ampak tudi, no, tudi. Seveda pa najrajši prisluhnem glasbi, v kateri branži smo mi, ne, tako da komerciala. Se enostavno prilagodiš v bistvu toku, ne? Ja. Zdaj me pa z prve roke zanima koncert, ki ste ga imeli v Stožicah za Radio Aktual, je bil, vsaj po slikah sodeč in virih, izjemno obiskan. Je to recimo, mogoče boš Rok ti vedel, recimo to koncert, katerem je bilo največ poslušalcev vaše skupine? Ali bi še kateri večji? Jaz mislim, da letošnje Stožice, čeprav lahko se pohvalimo, da smo že tam drugič, ampak letošnje Stožice tako po feelingu publike, po številu ljudi, ki je bilo v dvorani, pa tudi tako kot smo igrali, tako kot smo dejansko naš majhen šov v šovu predstavili, meni je bilo res najlepši, največji, najboljši nastop, ki smo ga odigrali. Sicer tudi tam nekaj zgrešiš, malo zaradi treme, malo ker tako, pač smo še mladi, učimo se iz izkušenj, ampak res top koncert. Plaš, ti si v bistvu navajen velikih odrov pa velike publike, ne? Za tebe to ni bilo tuje, ne? Tuje ne, ampak vsakič znova, ko se pojaviš pred tako veliko publiko, ti malček te prime malo, te stisne. Dobiš malo treme, ampak to je vse v redu, ker enkrat, ko prideš na oder pred 12.000 ljudmi, nimaš treme, takrat po moje lahko pospraviš kufre in greš v penzijo. Ker vedno mora biti nekaj, kar te potem žene naprej. Kako bi ti recimo pokomentiral, kako so te kaj sprejeli kot novega člana vaši poslušalci in gledalci, recimo, obiskovalci? Ja, zdaj, po samem koncertu, kakšni pritiski, slikanje? Ja, to ja, ampak rad pa nekih direktnih feedbackov, jaz nisem dobil mogoče bi Rok, ki je dopovedati. Ful so ga veseli, še predvsem po Sloveniji, ne, dobro, mi kot skupina Tequila smo sicer iz obale, tako da tam smo že nekako se dobro zakorenili, če lahko rečem tako. Njega pa v Sloveniji bolj poznajo kot nas, tako da moram reči, da prvo prepoznajo njega, potem rečejo, Blaž je zdaj s Tequilo, igra s Tequilo in potem rečejo, dobro, treba se slikati in tako. Mislim, da te vsi spoštujejo, pač veseli so ga in veseli so nas, ko vidijo neko tako skupno sliko, pa reče, dobro, pa še res lepo. Zdaj, pred kratkim ste izdali novo pesem in za njo tudi video spot posneli. Zdaj vem, Déjà Vu, se prav to prebere? Déjà Vu, ja. Déjà Vu. Zdaj, ne vem, prejšnji komad je bil Lažo, zdaj Déjà Vu, neka igra besed. Pojete pa v bistvu slovensko, ampak komad je pa v bistvu naslov ima pa, ne vem, francoski. Dejansko naslov je prišel res čisto naključno, ker potem smo pač iz besedila, ki nam ga je napisal Rok Lunaček, je potem prišel ta zanimiva kombinacija, smo rekli, dobro, ajde, zakaj pa ne Déjà Vu, čeprav je slovenski komad. Taka zanimiva izbira. Je kakšno posebno sporočilo se skriva mogoče v tem komadu noter? Bolj kot v komadu, videospotu bi rekel. Videospot je odlično delo Perice Raj. Najprej pa se še vedno moram zahvaliti tudi našemu producentu Krešotu, Krešimirju Tomcu, res top izdelek nam je dal, res smo se imeli fajn tudi z njim. Kar se tiče pa spota, pa recimo, da ima tako sporočilo, da malo podiramo te tabuje, malo smo se drznili posnet kakšno sceno, ki lahko se še na slovenski sceni ni še pojavila, če gledamo tako. Malo istospolnost in tako da je tak malo smo si drznili, ajde.
Pa ste dobili kak feedback, recimo, nazaj? Ja, dobili smo jih. Vsaj jaz osebno, preden bi šel videospot ven, sem bil zelo skeptičen glede na to, pač bal sem se, kaj bo, ampak moram reči, da ljudje so najprej poslušali glasbo in potem so rekli videospot, ajde, že ker ste mladi, že ker vas poznamo, da smo taki, ki radi delamo neumnosti, ne? Še predvsem zdaj, ki je Blaž tukaj zraven. Ja, ampak če hočeš narediti korak naprej, če hočeš izstopati, mora biti temu primerna, po mojem mnenju, tudi glasba, ne nazadnje videospota. Glasba ne pozna meja, ne? Ja, res Točno tako. Zdaj, po samih sodeč ogledih, preko 17.000 na YouTubu, ste verjetno naredili dobro delo, ne? Ja, To, ki jih je bilo do danes, namreč, ne? Si jih kar nabrali, ne? Ja, počasi se nabira, tako kot se mi nabiramo poslušalce po celi Sloveniji, tako se bodo nabirali tudi ogledi na YouTubu. Tako da upajmo, da bo številka v naslednjih mesecih, letih še večja. Zdaj, iz prve roke nam boš pa povedal, zdaj, kako je recimo bilo snemati spot s Tequilo, pa recimo, če bi ga primerjal za prejšnjo skupino. Pri spotu si že pa kar dost posnel, ne? Ja, jih je že kar bilo nekaj. Verjetno so bili neke posebne občutke, ja, ne? Ampak spot je tako. Meni osebno je spot zelo lepo snemati, če imaš dobro ekipo, se pravi... Da gladko teče. Ja, da gladko teče. In tukaj je dosti vzporednic, ki bi jih lahko potegnil s Tequilo ali z prejšnjo skupino. In ne vem, enostavno na snemanju smo se imeli odlično, na koncu smo ga zažurali. Še preveč? Ja, še preveč. Za Tequilo verjetno, ne? In pri prejšnji skupini. Tako da v bistvu tle ni razlik. In potem se ta energija, ta dobra volja tudi opazi na samem videospotu, kar je bilo res sproščeno vzdušje in smo se res odlično. Lahko izdamo kakšno zanimivost iz snemanja, se je kaj takšnega pripetil, ker na kameri se marsikaj ne vidi, ne? Ker se to verjetno ponavljali. Kako se je zaključilo snemanje? Kako se je zaključilo? Tako da sem jaz s harmoniko na šanku, imeli smo ogromno statistov, koliko 50, 60, v enem manjšem lokalu. In režiser je rekel, dajmo še to posnamemo, še to. Mi smo bili sicer že malo utrujeni, ampak malo smo se hoteli sprostiti, ga zažurati in smo začeli peti, igrati in... Popivati. Dobro, ajde, pustimo to. Nas je bilo kar tako malo, kar težko ostaviti. Ste to potem vključili sam spotke ali je to... Behind the scenes. Behind the scenes, ja. Se bo kdaj to videl na... Vse se že lahko vidi. Imamo nekaj na Facebooku, nekaj na Instagram smo dali. Ne vse sicer. Vse verjetno ni za... Vse ni, tudi brez majice smo plesali. Se vstavimo tleke boljše. Mislim, bilo je zelo zanimivo. Ampak vse za zaprtimi vrati, tako da še vedno mora biti malo. Zdaj recimo, jaz vsega vprašam, ko se malo spotih menimo, kaj je recimo za vaju bolj naporno, snemanje spota ali igranje recimo na koncertu? Meni osebno je bolj naporno snemati spot. Meni ne eno, ne drugo, pač mi je v veselje igrati in isto snemati, pač. Mogoče pri snemanju isti kadri, ponavljanje, tam pa v bistvu odšpilaš in si greš naprej, ne? Zdaj, spot je bil kar dobro sprejet, me pa zanima zdaj, kaj je pa zdaj, ker je leto pač 2008 že končano, kaj je cilj skupine Tequila za 2019? Kaj so tisti glavni cilji, ki ste si za letos postavili? Jaz mislim, da se naši cilji ne razlikujejo od drugih glasbenih skupin, torej predvsem čim več igrati po celi Sloveniji, mogoče tudi kaj izven. Posnet kakšno novo pesem. Pa spot. Seveda spot, ja. Tako da ne vem, kaj bi še lahko Rok. Zrast čim več glasbeno, pač delati na nas kot glasbeniki, kot posamezniki, kot skupina. Tako da čim bolj uspešno, čim boljše, tem lepše in tako. Koliko komadov boste obljubili našim gledalcem za letošnje leto? Računalnik jih je poln, tako da lahko zbiramo, pa 2 imamo sicer že v kufru spravljena z besedilom, nekako že sproducirana, tako da 1, 2, 3 lahko že kar obljubimo. Ok. Kaj pa recimo kakšen festival
imate kakšne namence, kam tudi prijaviti? Teh ni veliko, ne, ampak imamo melodije. Ja, na melodije Morje in sonca je padla tako ena ideja, da bi šli. Potem verjetno na kak hrvaški festival, ampak to se bi hotela namreč hrvaška pesem, zato pa se bomo še odločili. Ampak dobro, za melodija Morje in sonca mislim, da obstaja ena lepa možnost, tudi glede prej, ki sem govoril o teh komadih, eden naj bi bil namenjen prav za ta festival. Ampak to dobro. Je še vse v delu. Je še predaleč. Zdaj pa, ko ste omenili tujina, kje recimo vas mika nastopati? Slovenija, Hrvaška, Italija, še kje druge? Ja, sigurno za našo zvrst glasbe, naš repertoar je najbolj blizu prav Hrvaška. V Istri se čez poletje ogromno dogaja, tako da vse je mogoče, da se mogoče tudi tam prislikamo na kakšni žurki, zabavi. Namreč dol je tudi ogromno Slovencev, ki zahajajo na dopust in ogromno slovenskih glasbenikov hodi igrati na Hrvaško. Vas sedaj zanima tudi nastop na kakšnem maturantskem izletu, na kakšnej ladji? Zakaj ne? Ja. Zakaj ne? To je vedno vse dobrodošlo, ker smo mladi in mi še imamo energijo za hoditi okoli po več dni. Niste zapečkari, ne? Nismo zapečkari, tako da radi igramo, radi se družimo, radi žuramo. Super. Zdaj, nekaj ciljev ste si naredila, oziroma ste si jih naredili, tako da jaz upam, da jih boste dosegli, da boste tudi posneli spote in pesmi in da se vidimo spet v naši oddaji. Jaz se vam zahvaljujem za obisk, za današnjo oddajo. Za konec pa mogoče najbolje, da vidva za naše gledalce in gledalke tudi napoveta vaš videospot. Dragi gledalci, drage gledalke televizije Celje, skupina Tequila vam predstavlja novo pesem in nov videospot z naslovom Deja vu. Uživajte!